Smo se. Da kdor se uči, bogatstvo gradi v sebi in v drugih. In danes bomo z našo pravljico nadaljevali. Sicer je Ostržek nadaljeval pot proti svojemu domu. V žepu so mu žvenketali cekini in se je prav veselo nasmihal. Razmišljal je, medtem ko je vesel hodil po gozdu, kaj bo s temi cekini kupil svojemu očetu. Vendar pozor, otroci, še nekdo je vedel, kaj nosi Ostržek v žepu. Nekaj pomembnega ti moram povedati. Slišal sem, da je Lutkar dal Ostržku 5 zlatnikov. 5 zlatnikov? Veš, kakšna dragocenost je to? Z njimi si lahko kupiš 100 kokoši. Kaj bi kokoši? S takšnim denarjem bi lahko odšla na drago potovanje. Res? Seveda, samo najprej mora ta denar še dobiti. To pa res. Za malo zvijače stavim, da bo ta denar prav kmalu najen. Ostržek bo šel tot mimo, ker jo bo mahnil domov k očetu. Pa bova poskrbela in izkoristila to priložnost, da bo denar prišel v najine žepe in ne v žepe njegovega očeta. Prav, zamiži eno oko in se delaj, da se slep. Jaz pa se bom delala, da imam zlomljeno nogo. Samo še palice potrebujem. Zdaj bo vso zadevo prepusti meni. Mislim, da bo Ostržek kaj kmalu tudi. Dober dan, Ostržek. Dober dan. Čakaj, kako pa tudi poznaš po imenu? Ja, dobro poznam tvojega očeta. Kje si ga pa videla? Včeraj sem ga videla na hišnem pragu. Tresel se je od mraza. Bogi oče, zebe ga, ker nima suknje. Kot zdaj naprej se ne bo več tresel. Postal sem velik gospod. Ti, velik gospod. Kaj pa se tako neumno muzata? Tukaj imam, če se kaj spoznate na denar, 5 zlatih cekinov. Kaj pa bo s tem denarjem? Kupil bom očetu s novo suknjo, sebi pa predsednik. To je lepo. Toda samo zaradi suknja in abecednika z očetom ne boste ravno bogata. Če bi imel več denarja. Ostržek, da želiš podvojiti? Prav rad. Toda kako? Ja, nič lažjega. Namesto tega, da greš domov, pojdi z nama. Ne. Ne moram iti z vama domov. Zdaj sem že zelo blizu doma in res moram iti domov, ker očeta že zelo skrbi zame. Vendar moment je imel prav, ko je rekel, da se ne obogljujemo to slabo godi na svetu. To sem sam izkusil. Včeraj me je bilo na smrt strah in tega nočem nikoli več izkusiti. Zdaj hočem biti ubogljiv otrok. Če hočeš domov, kar pojdi, tam slabše zate. In za tvojega očeta. Sreči obračaš hrbet. Iz 5 cekinov bi jih nastalo 2000. Kako bi jih lahko nastalo toliko? Vse ti razložim. Pridevate v deželo, kjer imajo polje čudežev. Tam izkopneš jajco in vanjo vse zlatnik. Čez noč ta zlatnik vzklije in zraste drevo, obloženo s toliko cekini, kot je zrn v polnem klasu. Iz tvojih 5 cekinov bi jih nastalo kakšnih 2500. Izmenitno. Ampak to storim kdaj drugič, danes ne moram. Ja, tedaj bo prepozno. Zakaj? Ja, ker je tisto polje kupil imeniten gospod in od jutri naprej tam ne bo več dovoljeno sejati cekinov. Pomisli, Ostržek, danes pa še zlatnike, zvečer pa že pobereš 2500 cekinov. Potem se lahko vrneš domov k svojemu očetu. Če bi imel toliko cekinov,
Nekaj 2000 vzel zase, ostalo pa bi vama pustil. Nikar, mi dva tega ne delava iz umazane sebične. Delava iz umazane sebične. Delava zaradi dobro. Kako sta vidva dobrosrčna. No, prav, pa ima pojdem z vama. Redimo. Ostržek je nasedek tisti, ki ti rišejo prazne gladove v oblaki. To so goljufi. Pridi z mano. Saj se vrnem takoj, ko dobim cekine. Saj te pa ne odtegnem poslušati. Pa Ostržek, še žal ti bo spet boš nasedel goljufom. Nič ti ne bo žal. Ne poslušaj ga, ti kar pojdi z nama. Tako, sedaj smo tu. Najle izstopni javnico in najle položi slatniše. Zdaj pa pojdi še po vodo, še po vodo. Sedaj pa lahko greš in čez 20 minut, ko se boš vrnil, boš tukaj že našel majhno drevesce. Hvala, mama. Ljubim. Sam skrbim tudi za lepo nagrado za vaju. Ne, nama ni za nagrado. Midva imava v zadoščenje že to, da sva ti razodela, kako se brez truda obogati. Sedaj pa z Bogom in dobila žetev. Z Bogom? Kako imeniten gospod bom kmalu postal. Tako hitro bom obogatil. No, zdaj pa grem in se vrnem, ko bo drevo zraslo. Zrak je čist. Zdaj pa hitro izstopiva cekine in kako hitro je tale Ostržek nasedel velikim obljubam. Ja, kje pa je drevo s cekini? Pa saj 20 minut že mimo, če sem natančno štel. In kaj pa se ti režiš, Pahiga? Smejim se tistim, ki prehitro verjamejo sladkim besedam in se pustijo speljati na let prebrisanim sleparjem. Že mislih mene? Prav tebe, Ostržek. Mar misliš, da denar raste na njivi, kakor fižol ali solata? Ne, do denarja se pride le pošteno, z delom svojih rok in pamete svoje glave. Veš, medtem ko te ni bilo, sta se Brljav in Svetolepka, ki so jim jo za tako blagi in pošteni duši vrnila, izkopala sta cekine in pobrisala. Zdaj jo pa ulovit, če moraš. Ne moram verjeti. Kako sem se lahko dal spet zapeljati? Moran modrec je bil spet prav. Ne zakaj ga nisem poslušal. Ta dva lopova sem ji obljubljala veliko bogatstvo in sem se delala prijazna, a v resnici sem bila hudobna. Kako nesrečni so tisti otroci, ki ne poslušajo pravega glasu. Žal mi je bilo, da je nasedel tistima dvema sleparjema. Veste, ko sem videl, kaj delata, bi ga najzraje zgrabil za roko in močno potegnil k sebi domov. Ampak tako ne gre. Ostržek se mora sam odločiti, koga bo poslušal in kam bo šel. Vsi vi dobro veste, da cekini ne rastejo kar tako po polju, kaj ne?
Ja, veste, na polju ne rastejo. Na polju raste samo zelenjava in sadje, če je v drevesi. Cekini pa ne. Cekine se dobi samo s poštenim delom in s pametjo svoje glave. Veste, Bog blagoslavlja vsako vašo delo in vse dobro bo nekoč poplačal. Sedaj pa nasvidenje in se vidimo spet jutri. Adijo!